Žužjo, evo, jaz sem spet na Rudnem polju. Neke tekmovanja so že tle, ampak ni to še svetovno prvenstvo v biatlonu, oziroma svetovni pokal. V glavnem, a se kaj vidi, kaj imam zadnji krple. Imam novo igračko in grem proti, načrt je, da grem proti Debeli peči. Ne vem še kje bom šel, ampak tako bom šel, da bom krple sprobal. Tako da vabljeni zraven. Bomo pičili sam po smučišču gor. Tole smučišče je pa ta prav družinski poligon za sankanje in druge zimske užitke. Prav lepo videti, koliko otroci uživajo. Tukaj sredi smučišča, ko pridemo do ceste, v bistvu ta cesta pol pele proti Debeli peči oziroma Lipanški planini, ki je pod Debelo pečjo. Ampak sumam, da je ta pot že shojena. Tako da bom šel gor proti Viševniku, pa tam po drugi poti direkt na Debelo peč. Tisto pa upam, da ni še shojena. Že skoraj na vrh smučišča. Čišče malo. Tlele od smučišča naprej je kar lep kalanc. Vedno, ko grem, je strm. Je pa avtocesta narejena. Vse shojeno. Evo, zdaj smo pa na križišču pod Viševnikom in gremo tukaj proti, v bistvu okoli Viševnika in pol proti Debeli peči. Vremenska napoved malo prehteva s tole oblačnostjo po meglicam. Se že začenja megliti oziroma oblačiti. Ampak gremo naprej. Viševnik se še malo vidi. Stalo je pa kar v megli. Ampak ni še hudega. Prav lušteni s temi krpli, veliko bolj, kot potem rekel, svoboden si, niti treba samo tam hoditi po poti, da si ne odira do riti. Zdajle jaz sem se začel oddaljevati od Viševnika in grem proti Debeli peči oziroma Blejski koči v tej smeri, no, sledim turnih smučarjev. In to je to. Sem pa drugače krple nimam jih prvič obuteno. Sem jih že 10 let nazaj imel, ampak sem jih uničil. Zdaj pa te krple, ki so te aluminijaste, so mi dosti velike. Tiste plastične so mi pa vse premehne in sem šele zdaj spet te krple videl na netu, tako da super, veselka radio. Nisem tle še nikoli sicer gledal za jame pa za to, ampak kar tukaj izgleda je kar neki brezen, izgleda kar pestro. Treba biti malo previden, da kam not ne čmakneš. Kar lepo, ne? Še Viševnik se malo vidi. Tamle pa tudi mali Draški vrh.
Takole pa pod meglo zgleda, da sem se malo spustil in je bolj prijetno, da nisem skozi v megli. Zdaj sem zapustil sled od turnih smučarjev, ko so šli v drugo stran, kaj jaz hočem. Tako da zdajle pričem kale čez, pa mislim, da tle zadnji polk malo bo že Lipanška planina. Je pa taka svetloba, piše, da se pa sploh pravno difuzna svetloba, se ne vidi, kva je sneg, kva ni, ki je gor, ki je dol. Prav zanimivo. Kakšne doline so tle po Pokluki. Všeč mi je, da je tam sonček naprej. Ja, gremo pa tle gor. Sem spet sledil turnih smučarjev našel. Ja, glede na to, da je tukaj gor južno pobočje, pa na drugi strani severno, ne, so ponovadi skalnata, sem se rad odločil, da bom tale hrib prečil in šel okoli njega. Pa še ene sledi sem najdel tudi od enih krpelj, tako da je vse super. Zdaj, kot kaže, sem spustil v dolino, oziroma dolino dol, prav na planoto in predvidevam, da bom prišel na ono markirano pot, ki bi šel iz smučišča po oni cesti. Bom tam pol prišel na Lipanško planino. Definitivno se bližam eni poti, ker tale je zdaj kar avtocesta ratala. In krpelj in turnih smuči. Tako da nisem zgubljen, ne skrbeti. Kakšna lepa dolinca. Evo ga, pa sem na cesti. Zdaj pa samo vprašanje, kam ta cesta pelje. Markacije nobene ne vidim. Bom se malo razgledal. Sem se odločil, da bom kar nadaljeval levo po tej cesti, ker če bi že prečil pot za Lipanško planino, pol bi verjetno videl. Tako da itek gre to v ono smer. Nekam bom že prišel. Evo, pa sem prišel do poti Rezulnega polja proti Blejski koči. Tle gor bo treba. Evo ga, spet malo sončka. Neč, na hitro sem malo pojedel pa popil. Zdaj pa pičim kar tlele naprej po tej poti, po Lipanški planini. Bom pa videl, če sem jo dal še na Debelo peč. Malo pogleda med drevjem do Karavank, če se tukaj videli. Še malo imamo do Lipanške planine. No, tale pot se mi je pa kar malo vlekla, ampak tam zdaj že vidim Lipanško planino. Kaj lepo je. Evo, tole je Blejska koča, pa Lipanška planina. Ja, nič, glede na to, da je vrh v megli, sem jaz kar vračati začel, oziroma avto me čaka tamle na Medvedovi konti, tako da to je za danes to. Nobenega, nič kakšnega pametnega cilja nisem osvojil, oziroma vrha. Je bilo pa ful luštno malo freelutati po Pokluki, pa videti ene par novih stvari, sprobati le krple. To je to. Ja, na vrh pa ne grem, zato ker je v megli. Tako da, to je to. Nič, imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Čau!